Lepo pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Otroci, danes vam bom prebrala čudovito pravljico o večernem ritualu pred spanjem. Saj veste, umivanje zob, pižamca, kopanje oziroma tuširanje, lulanje, pravljica za lahko noč in še kaj. Spoznali bomo inšpektorico za spanje Pika Poko, ki pride na obisk v hotel za živali. Otroci, hitro se udobno namestite in prisluhnite pravljici z naslovom Lahko noč in eno bolho za pomoč. Poglej, Pika Poka prihaja na svoj inšpektorski obhod. Preverja, kako bodo male zverinice v hotelu žuželk odšle spat. Si umijejo zobe? Ali preberejo pravljico za lahko noč? Pika Poka bo to ugotovila. Sobo, prosim, je naročila kobilici na recepciji. Tok, 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 je potrkala na prva vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka, kaj počneš? Hroščkov nač je bil ravno v banji s svojim čolničkom. Se mi boš pridružila? Jo je vprašal. Krtačila sta se in umivala, dokler se njuna hrbta nista bleščala od čistoče. Iz banje sta zlezla šele, ko se jima je koža že nagubala zaradi vode. Najlepša hvala, je rekla Pika Poka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na druga vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka, kaj počneš? Paličnjak je okleval pred svojo garderobno omaro. Kaj misliš, katera pižama bi mi najbolj pristajala? Rumena s črtami, je rekla Pika Poka. Pristajajo ti vodoravne črte, ker si že tako ali tako visok. Tudi Pika Poka se je izbrala pižamo. Izbrala je tisto s pikami. Kako čudovito. Najlepša hvala, je rekla Pika Poka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na tretja vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka, kaj počneš? Muha je ravno povečerjala in si oblizovala ustnice. Zobe si gremo umit, si jih boš tudi ti? Lahko uporabiš mojo zobno pasto. Ščetkali sta zobe, zdaj levo, zdaj desno, pa spodaj in zgoraj. Spredaj in zadaj in potem spet znova. Noben zob ni ostal neočiščen. Uporabili sta toliko zobne paste, da so se jima usta povsem spenila. Bilo je zelo zabavno. Hvala, je rekla Pika Poka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na četrta vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka, kaj počneš? Pasovček je sedel na stranični školjki in bral smešno zgodbo. Pridruži se mi, je rekel. Školjka na levi je še prosta. Pika Poka se je polulala. Pss, in potem je splahnila vodo. Vuš. Zdaj grem lahko naprej, je rekla Pika Poka. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na peta vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka, kaj počneš? Knjižni mol se je ravno lotil knjige. Pridi, zate imam čudovito knjigo, je rekel. Pika Poka še ni znala brati, zato je samo gledala ilustracije. Opazila pa je, da so bile v vsaki knjigi luknje. Najlepša hvala, je rekla Pika Poka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Pika Poka je prišla do vrat številka 6, do svojih vrat. So se vsi umili? Si oblekli pižame? Umili zobe? Lulali? So vsi prebrali pravljico za lahko noč? Ja. Torej gre lahko tudi Pika Poka spat. Tok, 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 je potrkalo na njena vrata.
5 prijateljev je pogledalo izza vrat. Čas je za spanje, je zazehala Pika Poka. Kaj počnete tukaj? Nekaj si pozabila, Pika Poka. Želimo še en poljubček za lahko noč. Sladko spi, Pika Poka. Lahko noč. Kako čudovita pravljica. Zelo prisrčna in primerna za pravljico pred spanjem, kaj ne? In kako simpatične so te zverinice in pa inšpektorica Pika Poka. Res je prijazna in skrbna, da bodo vse živali opravile večerni ritual pred spanjem. Pa saj vaši starši so najbrž kar podobni inšpektorici Pike Poki. Saj tudi vi, otroci, opravite vse te aktivnosti pred spanjem, kaj ne? Brez dvoma je tale pravljica izjemno prisrčna. Prisluhnite pa še kakšni pravljici v mojem knjižnem kotičku, potem pa hitro v posteljo. Otroci, želim vam lepe sanje in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo prisluhnili ganljivi zgodbi o drobceni mravlji z velikim srcem. Spoznali bomo Maričko, najmanjšo in najšibkejšo med vsemi mravljami. In ravno zaradi majhnosti ter šibkosti so jo izgnali iz mravljišča in tako se je Marička kar naenkrat znašla sama sredi prostranega ter včasih tudi neprijaznega sveta. Mislite, da bo našla nov dom? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici iz zbirke Drobižki z naslovom Mravlja Marička. Nekoč je bil grad, prelep mravljinčji grad. V njem je živela kraljica in mnogo mravelj. Najmanjša med delavkami je bila Marička. Vsako jutro se je s sestrami odpravila iskat hrano. Toda vse, kar je našla, je bilo pretežko ali pa preveliko za njeno drobno telesce. Zato so se njene sestre norčevale in ji na vse načine nagajale. Največkrat je bila zadnja, ko se je zvečer s prav majhnim tovorom in ukrivljenim hrbtom vračala v grad. Kraljica mravlja, ki ni imela lepega značaja, se je razjezila, ko je izvedela, da njena najmanjša podložnica slabo opravlja svojo nalogo. Veliko ust moramo nahraniti in vsak mora prinesti nekaj v shrambo, je besno zakričala in pri priči napodila Maričko iz gradu. Tako se je naša uboga mravljica znašla čisto sama na vrtu. Takoj se je izgubila, saj ni vedela ne kod, ne kam. Od žalosti se je kar razjokala. V bližini pa je čebela Adela nabirala med in ko je izvedela, zakaj je Marička tako žalostna, jo je povabila v svoj panj. Naša kraljica bo gotovo našla kaj zate, saj se dela ne manjka. Prišli sta v panj in tam jo je sprejela velika čebela z zlato kronico. Kraljica Matica. Mravlje so pridne delavke. Naše kuharice imajo preveč dela z vsem tem medom. Pomagala jim boš? Hvala, veličanstvo, je rekla Marička in se priklonila, kar najlepše je znala. Kraljica jo je poslala v kuhinjo. Tam je bilo treba od jutra do večera trdo delati, vstajati pred zoro in polniti lonce z medom.
Radovedna Marička je vtaknila prst v dragoceno tekočino, da bi jo poskusila. Zgodilo se je, kar se je moralo zgoditi. Prevrnila je lonec z matičnim mlečkom. Ko je kraljica izvedela za to, se je ujezila in izgnala mravljico še vso lepljivo iz gradu. Tako se je Marička znova znašla čisto sama. Pa ne za dolgo, kajti mimo je priletel čmovelj. Ker je njegov kralj ravno iskal nevesto, je Brundek odpeljal Maričko v njegov grad, da bi videl, če je mogoče ona prava. Stopila sta v mračen in umazan brlog. Komaj jo je kralj zagledal, je zaprhutal s krili in zaklical: "Hočeš postati kraljica, mravljica?" "Ne, hvala lepa. Kraljica pri tako grdem kralju pa Marička že ni marala biti." Zbežala je, kar so jo nesle nožice. Stekla se je skrit v rožni popek. Nenadoma je zaslišala droben glasek: "Tako dolg čas mi je vedno zaprti sami vase. Ostani pri meni, mala mravljica, lepo te prosim. Imela bom družbo." Marički je bilo prav in vrtnica se je razcvetela in prelepo zadišala. Vrtnica je postala najlepša med kraljicami vrta in Marička, ki je bila še vedno najmanjša mravljica, je pri njej še dolgo, dolgo srečno živela. Bravo, Marička, za pogum ter vztrajnost. Tudi tvoja neomajna volja ter moč sta ti pomagale najti najnežnejše zavetje, polno miru, topline ter ljubezni. Čudovita pravljica. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zabavni pravljici iz zbirke Drobižki z naslovom Uš uli. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite nežni ter prijazni. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi mravlje Maričke. Čau, čau. Bravo, res slušna pravljica. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes vas čaka čarobna pravljica o drobni čebelici, ki je bila tako radovedna, da se je kar sama odpravila na potep. Na poti je srečala različne živali, ki so ji pripravile marsikatero presenečenje. Od zasmehovanja uboge gosenice pa vse do nevarnosti, ki so pretile današnji knjižni junakinji. Le kako se je čebelica soočila z vsemi presenečenji? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici iz mojih otroških dni z naslovom Čebelica Maja gre na potep. V čebelnjaku je danes živahno. Rodile so se nove čebelice. Starejše čebele imajo veliko dela, kajti poskrbeti morajo zanje. Mali Maji se vse skupaj zdi velikanska zmešnjava. Ne ve še, da vsaka čebela svoje delo dobro pozna in da zdaj ni časa za igranje. Kot vsak otrok mora tudi Maja v šolo. Spoznati mora delo, ki jo čaka, ko bo zrasla.
Danes so čebelice z učiteljico Kasandro odletele na prvi izlet. V vsakem cvetu je kapljica sladke tekočine, ki ji pravimo nektar, razlaga učiteljica svojim učencem. Nektar spravimo v lonček. Ko je poln, ga odnesemo v čebeljak. Šele tam nastane med. Nabiranje medu je nekaj časa kar zabavno, potem pa postane dolgočasno, premišljuje Maja. Veliko raje bi si ogledovala svet. Zato se skrije v cvet. Čebelice so medtem odletele drugam in Maja gre lahko na potep. Kaj pa je to? Deževnik, dva hrošča in mravlja se od smeha držijo za trebuhe. Norčujejo se iz zavaljene in nerodne gosenice. Sram naj vas bo grdobe, se jezi Maja in tolaži žalostno gosenico. Dejno, saj sploh nisi tako grozna. Si tudi ti žuželka? Vpraša Maja žabo. Raga, ne nisem, ampak strašno rada jih imam. Kar požrla bi jih, tako zelo jih imam rada. Razloži žaba čebelici. Smešen odgovor, si misli Maja. Tedaj švigne mimo nje dolgi in lepljivi žabi jezik. Čebelica prestrašena odleti. Ko sreča kačjega pastirja, je bolj previdna in ga že oddaleč vpraša, če je žuželke. Pravzaprav jih jem, pove kačji pastir. Ampak ti imaš želo, ki mi ne tekne, zato tebe ne bom požrl. Maja je kar ponosna nase in na svoje strupeno želo. Na pomoč, kriči Maja. Iz vode pod njo švigne temna senca. Čebelico bi skoraj požrla riba, komaj se je rešila na list. Kot kupček nesreče čepi na njem in si ne upa nikamor več. Tako je prestrašena, da ne opazi nevihte, ki se bliža. Šele ko zagrmi in se zabliska, se zave, da jo bo ujel dež. To je prva nevihta v Majinem življenju in zelo jo je strah. Ko je vse mimo, sklene, da je za danes videla dovolj sveta in da gre domov. Ampak kje je čebeljak? Ne najde prave poti. Tedaj zasliši, da je nekdo kliče. Kasandra je. Maja, povsod te iščem. Brž domov, nekdo te čaka, reče učiteljica. Kdo pa? Je radovedna Maja. Metulj, ji pove Kasandra. Tega metulja ne poznam, pravi Maja. Potem se pa spomni. O, seveda te poznam. Ti si bil tista smešna gosenica, iz katere so se norčevali hrošči. Zdaj si pa tako lep metulj. Tako videz velikokrat vara. Grda gosenica lahko postane čudovit metulj in lep svet je lahko zelo, zelo nevaren. To si velja zapomniti. Bravo, čebelica Maja, za pogum. Res je, videz mnogokrat lahko vara, zato ne ocenjujemo drugih po izgledu. Prav vsak izmed nas je nekaj posebnega ter unikatnega. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici za grajenje pozitivne samopodobe z naslovom Medvedek Mavri in gosenica. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in uživajte čarobne dni. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi radovedne ter pogumne čebelice Maje. Čau, čau. Bravo, Maja.
Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat vas vabim k poslušanju simpatične pravljice o kobilici, ki je bila znana po svojem dobrem srcu in pripravljenosti pomagati vsakomur. Bravo! Ako je današnja knjižna junakinja želela pomagati čmrlju Bruntku, je zaradi nepazljivosti zamenjala dve zelo pomembni pismi. Le kako se bo razpletla ta nenavadna zmešnjava. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici iz zbirke Drobižki z naslovom Kobilica Milica. Kobilica Milica je imela izmed vseh prebivalcev vrta najmanj pameti. Tako so vsaj pravili. Toda ko je kdaj naredila vse narobe, ji k sreči nihče ni zares zameril, saj je bila kobilica Milica dobrega srca in vedno pripravljena pomagati. Toda nekega dne, medtem ko je Adela kot ponavadi poskakovala v travi, je Milica srečala Bruntka, ki je v vsaki tački držal po eno pismo. Kot na laž si prišla mimo, je rekel čmrlj. Prav tebe sem iskal, da odneseš to pismo kraljici Matici, to pismo pa Adeli. No, daj, skoči, kobilica, skoči in ne obotavljaj se preveč na poti. Milica je bila tako zelo prevzeta ob misli, kako bo nekomu koristna, da je kar poskočila od veselja, še preden je izginila med travo. Toda ni bila še niti na polovici poti, ko jo je že zgrabila radovednost, da bi pogledala, kaj piše Brundek. Na varnem predpogledi je previdno odprla pismi in jo hitro prebrala, toda v strahu, da bi jo kdo zasačil, jo je vsako posebej v naglici dala nazaj v ovojnici. A zlomka, zmotila se je. Pismo za kraljico je bilo zdaj naslovljeno na Adelo, tisto za Adelo pa na kraljico. Prišla je pred Adelino hišo in pod vrata vtaknila pismo z njenim naslovom. Potem je odšla v smeri proti panju, kjer je živela kraljica Matica. To je bila stara palača iz voska, v katero ni mogel kar vsakdo vstopiti. Kdo gre? So zavpili stražarji in prekrižali našpičene helebarde. Prinašam pismo za kraljico, je sramežljivo rekla Milica in pomahala s pismom v roki. Pismo za kraljico, so ponovili stražarji. Neka čebela je vzela pismo, ga dala spet drugi, ta naslednji in tako je pismo prišlo do kraljevskih soban. Ko je kraljica odprla svoje pismo, je zakuhala, zardela od jeze in začela vpiti tako glasno, kolikor čebele sploh lahko. Priznati je treba, da to, kar je prebrala, ni bilo prav prijazno. Velika črtasta žuželka brez srca. Če te še kdaj dobim, kako kradeš cvetni prah z mojih rož, ti bom potrgal vsa krilca. Podpis Brundek. Medtem je Adela na pragu svoje hiše našla Brundkovo pismo. Častna čebelja, temu čmrlju se je zvrtelo v buči. Poslušajte, prijateljčki, kaj mi piše. Moja draga čebelja kraljica, tvoj med je slastna medica, da ob njem še rože ovene, kot brez tebe srce moje vene. In vsi so se mu začeli posmehovati. Zaljubljenje, zaljubljenje! Kot si lahko predstavljate, je kraljica Matica, ki se še čisto nič ni pomirila, ukazala svojim vojakom, da ujamejo tega predrznega čmrlja.
Na pomoč, pomagajte mi, je vpil ubogi Brundek in se branil. Potem pa je Milica spoznala, kako zelo neumna kobilica je bila in je stekla k Adeli, edini, ki je lahko pomagala Brundku iz nesreče. Častna čebelja, je rekla Adela. Ne vidim druge rešitve, kot da vrneš kraljici, kar je njenega. Toda ne pozabi mi vrniti mojega pisma. Obljubim, je rekla kobilica in že izginila. Milica se je pogumno vrnila k kraljici matici, ji predala pravo pismo in pojasnila svojo napako. Ko je kraljica prebrala te nežne besede, se je jeza počasi razkadila in Brundek je bil znova v milosti pri njej. Drugo pismo pa, ali bolje koščki, ki so ostali od njega, je Milica raje ohranila in ga ni izročila Adeli, ker ni želela še dodatno zapletati zgodbe. Mislim, da je vsaj enkrat naredila to, kar je prav. Bravo, Milica! Kljub začetni zmešnjavi je na koncu kobilici le uspelo uspešno razrešiti zaplet s pismoma. In vse pohvale tudi za modro odločitev, da drugo pismo obdrži zase ter tako prepreči nove morebitne zaplete. Konec dober, vse dobro. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim zgodbam iz zbirke Drobižki. Naj vas zgodbe vedno znova spomnijo na srčnost. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi simpatične kobilice Milice. Čau, čau! Bravo! Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Miji, zvesti poslušalki pravljic v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo prisluhnili prisrčni pravljici o majhni pikapolonici, ki je imela na hrbtu 3 črne pike. Zelo rada je risala in nekega dne je srečala kobilico, ki je bila zelo všeč in jo je želela narisati. A kaj, ko je bila kobilica zelo živahna? Današnja knjižna junakinja je sledila in se pri tem na žalost izgubila. Kaj mislite? Ji bo uspelo najti pot nazaj do svoje mamice? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Mijo z naslovom Pika, pikapolonica. Pika, pikapolonica je majhna pikapolonica s samo 3 čisto črnimi pikami na hrbtu. V šolo že hodi in rada bere, prepeva in piše, najraje od vsega na svetu pa riše. Jaz bom slikarka, ko bom velika, vzklika in riše cvetice, oblake in čmrlje in ptice, pa sonce in tudi ljudi, če se čisto slučajno zgodi, da jih sreča. Nekega lepega dne Pika, pikapolonica sedi na svoji ljubi beli marjetici. Pa priskaklja mimo kobilica, lepa gospodična, ki je Piki, pikapolonici tako zelo všeč, da jo mora narisati. Vendar pa ni prav nič lahko narisati kobilico. Neprestano skače in se ne umiri. Pika, pikapolonica steče za njo. Kobilica pa skače in skače
in Piki Pikapolonici kmalu izgine izpred oči. Mala Pika Pikapolonica se vsa upehano ustavi in obrne, da bi se vrnila na svojo Marjetico. Toda groza. Marjetice ni nikjer več. Predaleč je zašla. In kje je njena mamica? Pika Pikapolonica se je izgubila. Kmalu se nebo pooblači, nato zagrmi in debele deževne kaplje padejo na tla. Piko Pikapolonico postane strah. Hitro se skrije in čez čas od vsega hudega zaspi. Zjutraj navsezgodaj jo zbudi ropot korakov. Cela vojska pridnih mravelj hiti mimo in ko zagledajo Piko Pikapolonico, kako vsa uboga čepi na starem čevlju, se ustavijo. Kaj ti je, mala? Sočutno vpraša Piko Pikapolonico mravlja, ki stopi naprej. Pika Pikapolonica zahlipa. Mamico iščem in domov ne znam. Kakšna pa je tvoja mamica? Piko Pikapolonico prijazno vpraša mravlja. Prav takšna je kot jaz, je odvrne Pika Pikapolonica. Le da ima 5 črnih pik na hrbtu in na glavi rutico. In da bi mravlja lažje razumela, ji Pika Pikapolonica nariše še risbico svoje mamice. Tako lepo mamico imaš, se začudi mravlja. A jaz je ne poznam. Nismo je videle. Pika Pikapolonica se mravlji zahvali in pogumno stopi naprej. Visoko na deteljici zasliši čmrlja, ki pridno nabira cvetni prah. Dober dan in oprostite mi, gospod, da motim. Čmrlja zelo ulikano govori Pika Pikapolonica. Mojo mamico iščem. Ste jo morda videli? In čmrlju pokaže risbico svoje mamice. Lepo rišeš, prijazno zabrenči čmrlj. Ampak tvoje mamice žal nisem videl. Mala Pika Pikapolonica vsa potrta odide proti ribniku. Nad vodo se spreletava družina kačje pastirice. Dober dan, gospa. Mojo mamico iščem, je kačjo pastirico govorila Pika Pikapolonica. Ste jo morda videli? Kačja pastirica pogleda risbico s svojimi lepimi črnimi očmi. Kakšna lepa risba, jo pohvali kačja pastirica. Ampak tvoje mamice nismo srečali. Malo naprej Pika Pikapolonica zagleda velikansko žabo. Mamica je rekla, da žabe jedo pikapolonice, kadar so lačne. Vendar mora mala Pika Pikapolonica, če želi žabi pokazati risbico svoje mamice, stopiti bliže, zato pogumno zakoraka do nje. Oprostite, gospa, svojo mamico iščem, ste jo morda videli? Pika Pikapolonica s tresočim glasom ogovori žabo. Žaba jo pogleda s svojimi velikimi očmi. Raga, joj, kako lepo rišeš. A žal, tvoje mamice nisem videla nikjer. In s globokim glasom zajedlja žaba in odskaklja v vodo. Iz vode pogleda vidra. Pozdravljeni, gospa, ga spoštljivo govori Pika Pikapolonica. Mamico iščem. Ste jo kje morda srečali? Vidra pogleda risbico s svojimi žametnimi očmi. Kako lepo si jo narisala, ampak ne, tvoje mamice nisem srečala.
Pika Pikapolonica se vsa obupana sesede ob vznožju majhne gobice. Ko bi vsaj ostala na svoji marjetici, zastoka, in ko pogleda svojo risbico, se ji ta naenkrat zazdi prav grda. Ni lepo narisana, zato mamice nihče ne prepozna. Zajoka in jo raztrga na drobne koščke. O ne, upam, da ji nisi raztrgala. Tako lepo si narisala svojo mamico. Se zasliši glas za njenim hrbtom. Pika Pikapolonica se presenečena obrne. Bila je vidra, iz njo čmrl in mravlja in kačja pastirica in žaba in njena mamica. Da, prav taka je, kot je bila na sliki. 5 pik ima na krilih in rutica na glavi. Mamica Piko Pikapolonico močno objame in ji nežno zašepeta na uho. Ti moja zlata Pika Pikapolonica, tvoji novi prijatelji so me prepoznali samo zato, ker si me tako lepo narisala. In skupaj z roko v roki poletita pod nebo. Bravo, Pika Pikapolonica. Ta čarobna zgodba nas je opomnila, kako pomembni vrlini sta potrpežljivost in prijaznost. Pika Pikapolonica je na svoji poti vsako živalco zelo vljudno nagovorila in jo prosila za pomoč. Prijazni odgovori in pohvale so ji dali pogum, da je vztrajala, in na koncu je objem z mamico segrel srce. Tako Piki Pikapoloni, kot vsem nam, ki smo jo spremljali na poti. Mija, naj te pravljični svet spremlja še naprej, ter ti prinaša toplino, veselje in čarobne trenutke. Mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Skriti talent lisjaka Lovra. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite potrpežljivi, prijazni ter vljudni. Pravličen pozdravček Miji, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku v družbi Pike Pikapolonice. Čau, čau. No, pa si le našla svojo mamico. Kako vljudna si. Bravo. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo spoznali prav posebno knjižno junakinjo. Majhno uš po imenu Uli, ki je nekega lepega dne padla z glave svetlolase deklice in se odpravila iskat novo kosmato bivališče. Med svojim popotovanjem pa je odkrila marsikaj nenavadnega. Le kje bo Uli našla svoj novi dom? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo še eni pravljici iz zbirke Drobižki z naslovom Uš Uli. Nekega lepega dne je Uš Uli padla z glave svetlolase punčke, ki se je igrala na vrtu. Na vso moč je kobacala, da bi spet dosegla mehko kodrasto zavetje, toda punčka je že odšla. Uli je pobrala svoje raztresene reči in tudi dežnik, ki jo je branil pred penečo semilnico in pekočimi šamponi. Potem se je odpravila iskat nov dom, ki bi malo manj poskakoval.
Na poti je srečala čmrlja Brundka. Tako je izkoristila priložnost in ga povprašala, če mogoče pozna kakšnega starega psa, na katerem bi lahko stanovala. Brundek je odgovoril, da na vrtu nikoli ni videl ne psa, ne mačke, niti kakšne druge žuželke te vrste. Svetoval ji je, naj povpraša Adelo. Uli je pokazal njeno hišico. Poleti so čebele malokdaj doma in tega dne je bila tudi Adela z doma. Šmir, je rekla Uli, kar sama se bom morala znajti. Pozdravljen, Brundek, kakšen lep dan, je rekla Adela. Pozdravljena, je rekel Brundek in jo začudeno pogledal. Sem mislil, da si doma. Zakaj pa? Je Adela radovedno vprašala. Ker te doma nekdo pričakuje, nekdo, ki je grd kot uš. No, lepa reč, je rekla Adela in se zamislila. Če je nekdo grd kot uš, je gotovo uš. In uši imajo rade med, je menil Brundek. O ne, pa ne mojega medu, je zavpila Adela in odhitela domov. K sreči ni manjkal niti en lonec. Sredi noči je Adelo zbudil sumljiv ropot. Prižgala je svečo in se odplazila iz sobe. Hotela se je prepričati, da uš ni vdrla v njeno omaro z medom. Nikjer ni bilo nikogar, torej se je vrnila v sobo, upihnila svečo in zlezla nazaj v posteljo. V resnici pa je ropot prihajal od zunaj, ker je Uli popravljala zapuščeno bajtico v bližini Adeline hiše. Prva reč, ki jo je Adela drugo jutro zagledala, je bila uš, ki je ravno pribijala tablo z napisom Frizerski salon Uli. Adela je bila lišpava in je še istega dne odšla k frizerju. Lahko vas počešem malo bolj mladostno, je rekla Uli in se vrtela okoli Adele. Ko je končala, je ponosno podržala ogledalo z vseh strani. Čebela si je ogledala svojo novo frizuro. Rekla je samo, to je pa res sprememba. Bila je nestrpna, da se pokaže vsem svojim prijateljem. Srček, si danes počesana kot čopič? Jo je vprašal Brundek. Ne, kot palma si hotel reči, je glasno ugovarjal Metulj Matiček. Hvala no, je zakotrnjala čebela. Adelini prijatelji so imeli z njeno frizuro svoje veselje. Medtem pa je Uli obiskal vrtni palček. To je bil precej radoveden palček. Sklonil se je, rinil glavo skozi vrata in zavpil. Je kdo doma? Še tisti hip pa je naša uš poskočila in se skrila v njegovo brado. Zato Uli tudi ni bilo doma, ko je Adela vsa besna prifrčala nazaj do nje. Na poti je srečala le vrtnega palčka, ki se je živčno praskal po bradi. Čudno. Uli, pa si le po dolgem iskanju našla svoj novi dom. Super! A moram priznati, da se mi ubogi vrtni palček kar malce smili. Namreč uši so sila nadležna tegoba. A v tej zgodbi se je izkazalo, da imajo tudi uši svoj čar. Ulina pustolovščina nas uči, da včasih potrebujemo veliko potrpežljivosti in poguma, da najdemo tisti pravi kotiček. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim pravljicam iz serije Drobižki. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte. Pošiljam vam pravljičen pozdravček v družbi Uške Uli. Čau, čau. O, ti Uli, ti.
Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali trmoglavčka, ki je prebival v veliki knjižnici. In v prebiranju najrazličnejših knjig si je pridobil ogromno znanja, ki pa ga ni mogel z nikomur deliti. No, vse do nekega dne, ko je močan sunek vetra odprl vrata knjižnice. In kaj se je zgodilo potem? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici z naslovom Trmoglavček Tomaž in njegovi prijatelji. Tomaž je živel v veliki stari hiši, ki jo je čas prekril svojo puhasto tančico in jo zazibal v sen. Hiša je obdajal prostran park, v katerem so bori in veličastne jelke dvigali proti sinjemu nebu. V hiši je samo tiktakanje velike ure nihalke odmerjalo minevanje časa, noči, dnevov in letnih časov. Tomaž je prebival v knjižnici te velike hiše. To je bila velika soba, v kateri so knjige prekrivale vse stene od tal do stropa, od enega konca do drugega. Nekatere so bile zaprašene, druge čiste, nekatere še nove, druge tako stare, da nihče ni vedel, kdo jih je kupil ali podaril. Nekatere knjige so imele strani iz močnega, nekoliko grenkega papirja, druge pa iz tankega pergamenta, ki je bil sladek in okusen. Da, prav okusen. Tomaž je bil namreč trdoglav, prav eden tistih trmoglavov, ki požirajo liste v knjigah. Toda Tomaž je bil svojevrsten trmoglav. Ko je zrasel, se je odločil, da ne bo več grizel knjig, ker bi s tem povzročil veliko škodo. In Tomaž je preveč cenil knjige, da bi jih uničeval. Menil je namreč, da bi za njegovo prehrano zadostovali številni časopisi, ki so ležali ob praskatajočem kaminu. In tako je postal velik prijatelj knjig, ki so bile njegove zveste in vdane tovarišice v dolgih in samotnih dneh. V veliki knjižnici je živel tudi mišek Saško, s katerim sta se večkrat pogovarjala ob skodelici čaja, toda Saško se je vedno mudilo in ni imel veliko časa, da bi ga posvečal malemu Tomažu. Tu je bil še Pajek Poldek, ki je po knjižnici nenehno razpredal svoje pajčevinaste nitke in brzel po njih sem in tja. Bil je celo tako prijazen, da je nekega dne s svojimi nitkami spletel Tomažu sijajno gugalnico od ene knjige do druge. Kako se je Tomaž zabaval, plezal gor in dol, dol in gor, se zibal sem ter tja. Juhu! Tomaž ni več grizljal knjig. Veliko časa je preživljal z njimi, se pogovarjal, se iz njih učil, se z njimi smejal in časih tudi jokal. Visoko, visoko, prav na najvišji knjižni polici so bile spravljene knjige, ki so Tomažu vzbujale strah, saj so to bili obširni slovarji in mogočne enciklopedije, ki so svojimi usnjenimi platnicami zviška opazovale vse druge. Tomaž je predvsem cenil družbo starega generala, zajetne knjige živo-rdeče barve, ki mu je vsak dan pripovedovala o Zemlji, o oddaljenih planetih, svetlikajočih se zvezdah, o razliki med poletjem in zimo, snegom in dežjem, o vonjavah poljskih cvetlic, ki so okrog stare hiše prekrivale bližnje travnike. Ko je Tomaž tako prebil nekaj časa, se je navadno plaho umaknil, naveličal se je samo poslušati pripovedi o cvetju, o vonjavah, snežnih kristalih. Tudi on bi rad vse to neposredno spoznal, se dotaknil in povonjal. Tedaj se je navadno spustil na spodnjo polico, kjer so se vrstile leposlovne knjige. Brezkončne vrste knjig, velikih, majhnih, debelih, tankih, nekatere so imele platnice iz atlasa, druge papirnate, ki so se svetlikale v različnih barvah. Bile so modre, rdeče, zelene, okrašene z zlatimi ali srebrnimi črkami.
Z teh knjig je že obrabljen Čopič zelo pogosto odstranjeval prah. To so bile imenitne knjige. Tomaž, ki ni več grizel knjig ali njihovih strani, se je včasih rad predajal pustolovščinam neustrašnih mornarjev. Včasih pa se je pridružil otožnim vzdihljajem mladih deklet, vendar je kmalu pobegnil tudi od teh knjig. Nista mu bili všeč njihova nadutost in prepirljivost. Kar naprej so se prirekale: jaz sem najbolj privlačna knjiga. Nihče se ne more meriti z mojimi pustolovščinami. Moje zgodbe so najbolj napete. In tako v nedogled. Tomaž je v takih trenutkih olikano pozdravil in se po nitki, ki jo je spletel Poldek, spustil na tisti del knjižne police, ki jo je najbolj ljubil in se mu je zdela najlepša. Drugače kot na zgornjih policah tu spodaj, ni nikoli nihče brisal prahu. Vladal je popoln nered. Visoko nagrmadene knjige so bile tako zaprašene, da je bilo skoraj nemogoče razbrati njihove naslove. Poleg knjig so ležale scefrane, natrgane, že nekoliko plesnive knjige z obledelimi, brezbarvnimi pletnicami. Tukaj se je Tomaž šele počutil doma. To so bile njegove najljubše knjige. Tiste knjige z nekoliko čudnimi naslovi, kot so 1001 način za pripravo dobrega čaja ali Kako ločevati med severnim jelenom in losom ter podobno. Navadno je take knjige težko uvrstiti po vsebini in so zato ležale kar vse povprek na kupih. Med temi knjigami je bila razpeta gugalnica, ki mu je spredal pajek Poldek, in tu je navadno srebal čaj z miškom Saškom, in med temi stranmi, polnimi drobcev prahu, je mirno zaspal. Potem, ko je preživel toliko prijetnih in vedrih uric s svojimi zabavnimi in prikupnimi prijateljicami, knjigami. A kljub temu, da je imel toliko prijateljic, je bil Tomaž večkrat žalosten in se je čutil osamljenega. Znal je na pamet imena vseh planetov. Sposoben je bil na prvi pogled ločiti lipov list od javorjevega. Poznal je navade vseh gozdnih živali, jelenov, divjih rac, veveric, čebel, ki so včasih prihajale k mlaki v parku stare hiše, da bi se odžejale. Tomaž je res znal veliko, toda nikdar ni zapustil knjižnice. Kako rad bi se vsaj enkrat srečal z gozdnimi živalmi. Povedale bi mu, kako živijo, kakšen je svet in kako diši tam zunaj. Nekega dne pa je močen sunek vetra na stežaj odprl okno, ki je gledalo na park proti mlaki. Tomaž je stekel na okensko polico, a tam ga je zgrabil hud preplah. Sedaj, ko bi lahko poklical živali, govoril z njimi, mu je zmanjkalo poguma in se ni znal pomagati. Ni jih mogel poklicati: oprostite, spoštovane živali, ali bi se mi lahko približale? Kdo bi ga pa slišal? In zakaj bi se tudi sploh take lepe in veličastne živali hotele pogovarjati z nepomembnim trdoglavom? Tomaž je bil že čisto obupan, ko ga je prešinila misel, da bi prosil za pomoč Saška. On bi lahko bil njegov posrednik, lahko bi zaprosil živali, da se približajo oknu. Po dolgih minutah, prežetih z upanjem in napetim pričakovanjem, so se živali počasi približale okenski polici. Jelenček se je začudil. Tomaž bi moral biti srečen, da živi v tako veliki hiši, kjer je tudi v najbolj ostri zimi toplo in v kaminu veselo plapula ogenj. Nobenih sovražnikov nima, ki bi mu stregli po življenju. Poleg tega pa je zelo učen in koliko stvari se je naučil iz knjig. Tomaž je njegovim besedam pritrdil, vendar ni nikoli čutil vonjav jutranje rose. Nikoli ni okusil medu. Nikoli ni videl cveta, niti travnate bilke. Novi gozdni prijatelji so tedaj obljubili, da mu bodo pomagali. Vsakdo bo prinesel malemu Tomažu posebno, prav posebno knjižico. Minilo je nekaj dni in jelenček je položil na okensko polico svojo knjižico. Tomaž je videl, da je ta knjiga zares drugačna od drugih. Namesto platnic je imela 2 lipova lista in namesto strani kostanjeve, javorjeve, brezove
in topolove liste. Kako močno so dehtele posamezne strani. Peclji so še ohranjali rezek vonj po lubju in tu pa tam je bilo še opaziti rosne kaplje. Tomaž je prvič v življenju okušal resnične vonjave in to je bil res čudovit občutek. Naslednjega dne je svoje darilo prinesla čebelica. Knjižica je bila majhen pan, iz katerega se je cedil komaj nabran med, najslajši in najokusnejši do vsega, kar je Tomaž kdaj okusil. Tretji dan je z dolgim skokom pristala na okenski polici veverica in postavila pred osuplega Tomaža oreh. To je bila njena knjižica. Njegova lupina je bila polna gub in obenem nežna, a v njegovi notranjosti pa se je Tomaž lahko skrival in igral v številnih rovih in votlinicah. Četrti dan se je z negotovim korakom približal veličasten los. Njegova knjiga je bila stkana iz najlepših cvetlic, kar jih je mali trdoglav kdaj videl. Namesto strani je imela cvetne liste tisočerih barv, ki so zaprašeno knjižnico v hipu napolnili z omamnimi vonjavami. Zadnji dan je prišla divja raca. S kljunom je položila na okensko polico svoje darilo, ki ga je Tomaž težko pričakoval. To je bila zadnja knjiga, ki jo je mali Tomaž dobil. Njene strani so bile iz različnega perja, račjega, gosjega, labodjega. Mehko in nežno perje je svojo toplino spominjalo Tomaža na objem njegove mamice. Tomaž je bil zares srečen. Sedaj ni samo znal toliko stvari, ampak jih je prvič v svojem življenju lahko vonjal, okušal in se jih dotaknil. Pomislil je, da se mora svojim prijateljem oddolžiti, vendar ni vedel, kako naj izbere darilo, ki bo primerno tako za malo čebelo, kot za velikega losa, za urno veverico, kot za počasno raco. Prosil je za nasvet prijatelja generala, ki je lahko razpravljal o čemerkoli. Poznal je skrivnosti narave in vse besede v slovarju. Čeprav ni Tomaž nikoli zapustil knjižnice, je kljub temu imel obilo dragocenih darov. V knjižnici ni cvetja, listja ali veličastnega drevja. Je pa veliko knjig z zanimivimi zgodbami in čudovitimi pripovedmi. Tomaž bi jim vse to lahko pripovedoval, ter jih svojo domišljijo popeljal v svet nenavadnih dogodivščin. General je zaupal Tomažu, kakšne so navade njihovih gozdnih prijateljev, kaj najraje jedo, katera so njihova najbolj priljubljena zatočišča, najljubše barve in vonjave. Za vsako knjigo, ki jo je dobil, mu Tomaž izbral primerno zgodbo in tako spremenil vsako srečanje s svojimi prijatelji v nepozaben trenutek. Tomaž se zdaj ni počutil več osamljenega. Večere v knjižnici je veselo preživljal s svojimi gozdnimi prijatelji. Sedel je k ognju in začel pripovedovati. Zgodbe o čudežnih čebelicah, ki spreminjajo pelod poljskih cvetic v najboljši med, kar ga je kdaj bilo. Zgodbe o losih z zlatimi rogovi, o plešočih vevericah, ki plešoč skačejo z enega drevesa na drugo, o letečih jelenčkih. Ko so poslušali Tomaževe zgodbe v prijetno topli in udobni knjižnici ob skodelici dišečega čaja med bleščečimi nitkami poldovih pajčevin, so bili vsi srečni. Odslej ne bo Tomaž nikoli več osamljen. Njegove zgodbe so priklicale vedno več živali, ki so želele prisluhniti njegovim čudovitim dogodivščinam. Našle so čarobno zavetje, kjer so lahko preživljale vesele in brezskrbne urice v objemu domišljije. Vsaka od njih se je vračala v gozd, navdušena in obogatena z novimi izkušnjami. Čebele so hotele izdelati najokusnejši med, ki bi imel barve ciklam, mačeh in zelenilo javornih listov. Veverice so vrtolomno skakale po vejah visokih dreves in razgibale še tako oddaljen predel gozda. Divje race pa so spletale vse bolj mehka in topla gnezda. Včasih so živali vzele s seboj Tomaža,
da bi si lahko tudi sam ogledal čudovito naravo in da bi skupaj malicali. Še danes, tam nekje sredi gozda, veličastni los kdaj pa kdaj počiva v senci visoke smreke in pripoveduje o malem trmoglavčku in njegovih prijateljih. Zelo simpatična ter poučna pravljica, kaj ne? Ste slišali, koliko znanja je trmoglavček pridobil s pomočjo knjig? In ne samo to. Svoje znanje je s pripovedovanjem širil tudi med svoje prijatelje ter ostale živali. Bravo, trmoglavček Tomaž. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Zajčkov bralni krožek, v kateri je zajček vsako noč na skrivaj obiskoval knjižnico. Tudi zelo zanimiva pravljica. Prijazen pozdravček vsem in verjamem, da boste tudi vi s svojimi starši kmalu obiskali knjižnico in brskali med najrazličnejšimi knjigami. Resnično je zelo zabavno in še polno znanja. Uživajte, otroci, lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Ja, si simpatičen trmoglavček.